Jaz sem kar len, kar se vstajanja zgodaj tiče, ampak ko grem na kakšno dolgo pot, se pa kar potrudim za tega, ker kaj češ lepšega, sonček te greje, pa ni še te velike vročine, mirje, tišina, čeprav unega z motorko kar fajn že zdaj žge, pa je ura šele malo čez 6. Ja, pokažem, s čim sem prišel. Dacia Jogger Hybrid. Z dvema spalnicama, ena v pritličju, pa druga v prvem nadstropju. Drugače pa podatki, ki vas verjetno najbolj zanimajo. 15 ur vožnje približno je bilo do sem, dobrih 1300 km, poprečna poraba ob taki zmerni hitrosti pa 6,6 litra benzina na 100 km. Zelo velikim zračnim oporom, tudi mušice se strinjajo z mano. Drugače pa tole je Meteora, eden najlepših krajev, kjer sem kadarkoli bil. Wow. Še en razlog je, zakaj se splača zgodaj promet. Zdaj ga še ni veliko, potem pa tele samostane napadajo horde turistov in je takrat bolj že lepo sedeti nekje v senčki z osvežilnimi napitki. Ful je lepa cesta, se dejansko splača že samo zato priti sem, tudi če vas ne zanimajo samostani. So lepi ovinki, dobra podlaga, ja, zato ki bi imel tudi kakšen motor ali pa vsaj avto brez šotora gor. Sicer pa tole ni nič vulkansko. V bistvu se je morsko dno dvigalo, potem so pa erozija, ekstremne temperature in potresi naredili svoje in ustvarjali te nore skale, boulderje. Razmišljam, koliko so morali biti tudi hudi plezalci tele menihi, konkurenca naši Jani. In še to se meni zdi ful zanimivo. Noter je tudi kup jam in so bile baje naseljene že 50 000 let nazaj. Noro, ne? Je pa kar toplo, 36 stopinj, zato me že fajn grlo matra ob klimi, se verjetno sliši, ampak ne moč brez. Sicer pa ta jogger že ful dobro poznamo, ker smo ga imeli že lani na testu, potem smo bili z njim v Ženevi. Vse vemo o njem, kar vprašajte me, če vas kaj zanima. Pa malo preveč nekega piskanja je in tale sistem ga občasno malo po svoje biksa, če uporabljate Android avto, ostalo je pa kar kul. Veliko prostora in zanimiv pogon, hibridni, kot sem rekel, bencinski motor je atmosferski z 1,6 litra prostornine, sistemska moč skupaj z elektromotorjem je 105 kW, to je 143 konjev, 205 Nm je navora. Glavno se čisto podobno premika, je lepo odziven, edin menjalnik me še vedno ne prepriča preveč, ker včasih zelo hecno izbira prestave, sploh pri vožnji v klanc gor ali pa dol. Super pa se obnese v mestih ali pa kolonah na avtocesti. Ima pa tale še nekaj prav posebenega. Tole se imenuje komplet za spanje in je del dodatne opreme pri Dacii. Super rešitev za tiste, ki ste takšni avanturisti in ne rabite 5-zvezdičnega hotela. Tole na hitro postaviš, prespiš in šivaš naprej. Tukaj na spodi je še kup prostora za prtljago, čeprav mi kar moramo vsak dan vse prestavljati naprej na sedeže, ker imamo toliko robe, pa ne oblek, pa čeveljčkov, da ne bo pomote. K sreči je jogger res velik, točno ta je imel prej 7 sedežev, pa so jih dali ven, tako da je avto res prilagodljiv. Ima pa še eno malenkost, ki je postavljena v bistvu večje kot avto, ampak se mi ne da tega zdaj postavljati, ker je ful vroče, pa tam ne vidim bazen. Sem pa v 5 minutah postavil še drugo spalnico. Mi smo trije, tako da je treba imeti malo več prostora, ker eni ful smrčijo. Ja, strešni šotor je res hiter rešena zadeva, udobna posla, široka, ni na tleh. Dejansko ima mini avtodom, ki porabi manj kot 7 litrov goriva in se še vedno čisto podobno pelje. Cestnine so po normalnih cenah, čeprav imajo Grki res naumno postavljene postaje, ker plačuješ vsakih 20 minut po 2 evra ali nekaj. Tukaj vidiš tudi tole genialno zadevo Dacie, modularna strešna nosilca, ki sta najprej del strešnih steni, potem pa jo postaviš prečno, fajn privijaš in daš gor recimo takšen šotor. Ok, zdaj pa resne zadeve.
Navijaška majica je pripravljena, osvežilni napitki so ohlajeni, se vidimo čez 2 dni. Danes sem na malo slabšem glasu, ker je bilo veliko navijanja. Ravno na tej poti je bila najprej 8. finale v nogometu proti Portugalski, žal nismo šli naprej. Potem pa smo šli še v Pirej v živo navijati za naše košarkaše proti Hrvatom in žal smo tudi tam izgubili, tako da očitno še vedno nisem dovolj glasno navijal. Nista pa ta 2 dneva glih za v javnost, tako da rajši povem, da je bil Pirej ful pomembno antično pristanišče, kjer je čez zraven Aten, danes pa je kar drugo največje potniško pristanišče na svetu. Malo prej pa sem se raven peljal čez znameniti Korintski prekop, ki danes ni več toliko pomemben, čeprav skozi še vedno plujejo ladje. Globina vode je okrog 8 metrov, tako da gre glih za glih. Višina nad vodo pa okrog 50 metrov, tako da je tudi bungee jumping zraven, če koga mikajo takšne stvari. Jaz z avtocest kar dostikrat zavijam dol, pa ne da bi šparil pri cestnini, ampak enostavno več vidiš tako. Pa kakšne ceste so potem res lepe in tudi prometa tukaj na Peloponezu ni veliko. V tem severnem delu je ogromno oljk, tudi sadja, neke trte, pa tudi veliko smeti ob cesti. Pa tako lepa dežela je, fuj. Imajo pa nekaj lepega in sicer tele kandilakije, ki so ves čas ob cesti, kot ene mini cerkvice izgledajo. Sicer sem jaz še večji ljubitelj narave, zato mi je bila nora cesta na Olimp. Najprej se dvigneš dobrih 1000 metrov nad morje, potem pa oddaleč gledaš njihovo najvišjo goro, malo pod 3000 metrov je visoka. Na njej pa je sedel Zeus. Se vidi njegov prestol tamle na desni strani. V bližini je tudi lep samostan svetega Dionizija, kar lepo ohranjen in priljubljena turistična točka. Jaz se peljem pa pogledati še malo starejšo zgodovino, po kateri Grčija tako slovi. Skozi leva vrata, kot imenuje znameniti glavni vhod, prideš v tole hudo utrdbo na hribu, pravo mesto v bistvu, ki je imelo res mogočno 7 metrov široko obzidje, odkoder so nadzorovali vse pomembne trgovske poti na Peloponezu v 2. tisočletju pred našim štetjem. Kulturno so bili zelo močni, tukaj se je razvil pragrški jezik, zato se to obdobje imenuje Mikenska doba in zato je to nujen postanek na poti tukaj. Sicer vroči in z veliko turisti, ampak se da tudi kakšen lep selfie za Instagram narediti. Čakaj, zdaj že prihaja dol. Druga točka, Epidaver. Tudi tukaj se da ful hude selfije dela, da ne pomote. Drugač pa tole ogromno antično gledališče so odkrili pred manj kot 100 leti. Ne moreš verjeti. In to zato, ker so potem, ko so prišli Rimljani, ful rajši gledali gladiatorske igre, ne pa tistih dolgočasnih grških iger. Zanimivo, ne? In zakaj je to ostalo hranjeno? Ker tukaj okrog ni nobenih mest in potem niso uporabljali teh kamnov za gradnjo hiš. Čisto enostavno. Drugače pa tole gledališče sprejelo 14 000 ljudi. Sicer ne vem, kam so se stlačili, naše stožce so malo večje. Ne, da so bili toliko majhni, ali ne vem kva. Še bolj zanimivo pa je to ogromno zdravilišče v Epidavru, kjer so imeli gimnazijo, stadion, hotel, toplice. Najbolj znamenit pa je verjetno Asklepijev tempelj. On je bil sin Apolona, sicer pa so v njegovem templju zdravili bolnike s kačjo terapijo. To pomeni, da so uspavanega človeka spustili v votlino polno kač, brez strupnikov, in ko se je zbudil, je doživel tak šok, da je takoj ozdravel. Dobra terapija. Žen sem. Včeraj, ko sem odšel, se je potem tako ulil, da iz avta nisem videl niti tega, po kakšni cesti lepi se vozim. Ne vem, očitno je bil Zeus nekaj hud, ne vem kaj. Je pa danes spet božansko, brez oblačka, a dobro, tam ne edem. No. Sem na jugovzhod Peloponeza, morate priti, če imate radi res lepe ceste. Boste videli zdajle, ker gremo v Olimpijo.
12 € je vstopnina za vse te velike znamenitosti, ki se jih res splača ogledati, čeprav so tukaj krasne plaže in fino morje. Se je treba včasih tudi malo presekati dopusta, ne? V bistvu srečujem veliko Slovencev, celo domačini pravijo, da nas je leta še posebej veliko. Prej sem šefici v kempu rekel, da nas je 2 milijona, pa je rekla, kako, kaj, ja ste šli vsi samo v Grčijo do dopusta, kaj? Očitno se nam res ni problem voziti ogledač, ker imamo radi potovanja. Jogger je recimo dober potovalnik, ker ima res ogromno prostora in tudi dosti prilagodljiv je z laganjem sedežev. Čeprav mi njihov hibridni pogon, ki je itak Renaultov ni preveč všeč, predvsem zaradi menjalnika, ker včasih res hecen predstavlja, pa motor je potem glasen, mi je predvsem fajn, da je samodejni, da je vožnja še vedno udobna, ker s tem avtom res nima nobene želje hitro voziti skozi ovinke, dinamični del je tukaj res nepomemben. Po drugi strani pa občutek na volanu vse ni slab, pomaga, da je avto kljub velikosti dokaj lahek. Prazen s 7 sedeži tehta 1385 kg, kar se mi res ne zdi veliko za 4,55 metra dolg avto, visok je pa 1,69 metra s strešnimi nosilci. Že na pol križanca? Meni se zdi na takšnih poteh velika prednost tudi večja oddaljenost od tal, ker včasih dejansko zapeljem s ceste in mi pride 20 cm še kako prav, da ne nasedem. Pa se zato tudi ne nagiba preveč, mislim, se, jasno, ampak je vse lepo obvladljivo, tudi zdaj, ko imam na strehi še 50-kilski šotor. Neke čudne zvoke slišim, verjetno je moj trebuh. Po mojem tudi vsi, ki še niste bili v Grčiji, veste, da je to gyros, baje samo reče gyro. Dejansko je podoben našemu kebabu po vsebini, samo da imata svinjsko ali piščančje meso in še pomfrit pa omako tzatziki. Po obliki je pa kot en tacos, samo da je kruhek tukaj mehek. Cena od 3 do 4,5 evra. Dober je bil, krasen postank, res sem ponosen nase. Recept za gyro je star že več kot 100 let, v Grčijo so ga pa prinesli Grki iz Turčije in malo priredili, jasno. Zdaj se pa spuščam po teli krasni zaviti cesti proti Megalopolju. Jep, v antični Arkadiji je bilo to prvo veliko mesto, zato se tako imenuje Megalopoli. Včasih mesta niso imela milijonov prebivalcev kot danes, baje se po današnji definiciji Megalopolis imenuje mesto, ki ima več kot 25 milijonov prebivalcev. Takrat je bilo pa dovolj že kakšnih 10 tisoč ljudi za takšno ime. Ampak jaz se peljem v eno še bolj znamenito mesto. Marsikdo bi rekel kup kamnov, v resnici pa prvo prizorišče olimpijskih iger v zgodovini. Leta 776 pred našim štetjem so bile prve v čast Zeusu, potem pa vsake 4 leta vse do 4. stoletja našega štetja, ko so jih ukinili Rimljani. Baje so jih imeli potem na skrivaj še kakšnih 200 let. V 4. stoletju pred našim štetjem je v bistvu dobilo to svetišče pod goro Kronos končno podobo, že pred 4000 leti pa je bilo to območje poseljeno. Leta 1829 so bile šele prve izkopavanja, kjer so mesto odkrili šele leta 1766, vse je bilo zapuščeno. Prvi stadion, kjer sem jaz prej imel kvalifikacije, je bil zgrajen okrog 560 pred našim štetjem, potem še do takrat največji in najbogatejši Zeusov tempelj tukaj za mano in takrat se je potem tudi začela zlata doba Olimpije. Danes sem se pa res super naspal, krasen kemp je nad Olimpijo z ogromnim globokim bazenom, lepimi sanitarijami, fajn senčko smo imeli, tako da smo spali skoraj do 9. To je bila tudi najbolj južna točka na moji poti, 1700 km je najbolj direktna pot do doma, piše 17 ur, ampak bom vse naredil še en postank kakšno urco bolj severno, da se še zadnjič vrnem v lepo Jonsko morje in pogledam košarko, ker nocoj igramo ravno proti Grkom. To bo fajt. Očitno jaz ne smem navijati, ker ni bilo uspešno, smo pa vmes postavili še šotor, ki pride zraven. Ful poveča kvadraturo te dačije, sem pa spal v obeh spalnicah, tako da lahko povem iz svojih izkušenj, kaj je boljše. Tale od dačije je zasilna, ampak je res super, če rabite samo hiter počitek, ker je sestavljena v 2 minutah. In pospravljena isto, samo turbe je treba pa vsakič premikati, ne, iz sedeža naprej. Zgornji šotor je postavljen v 5 minutah, pospravljen je v kakšni minutki več, je pa bolj udoben in seveda večji. Ampak sabo boste dodaten upor in strešne se ni rabte, kar pri dači očitno ni strošek, lahko pa je.
Ja, kampi v Grčiji so presenetljivo poceni. Stanejo od 30 do 40 evrov za 3 in takšen bivalnik, večinoma imajo bazene, res so cool. Ugotavljam, da je tole super destinacija za popotnike začetnike, država je varna, cena ok, ja, kar pogumno.